V mesecu in od lanskega leta vsako prvo nedeljo pripravimo en malo drugačen program oziroma skušamo predstavljati naše delo in življenje tega gradu različnimi temami. No, in danes je seveda osrednji dogodek potem koncert naših mladih glasbenikov, katerim tudi zelo radi damo ta krasen prostor, ne? Ta naš paviljon, ki je in lepo akustičen in evo danes super, ne? Ker spet nekaj se vesi. Ampak vseeno pa seveda je prav, da prej si malo odpravimo tudi v grad, da se mačkam pripravimo na potem ta drugi del, tako da bomo šli kar v Viteško dvorano, tako kot je napovedano. Pa kar gremo. Bomo šli čez teraso ali pada zdaj? Ne. Ne. Pa kar gremo, ker je časovnica. Bomo rekli, ker zdaj smo se tega že navadili, da se znamo tudi malo sami pohvaliti, pa ne, da bi se sami hvalili, ker v bistvu nismo kaj veliko zaslužni. Zdaj smo samo zaslužni, da skušamo to dvorano predstavljati in jo tudi ohranjati. In zdaj bomo mečkano pogledali, kaj vidimo, potem bomo pa še par takih malenkosti odstrla, predvsem to steno, ki je bila v lanskem letu restaurirana, pa še nekaj, pa še tam imamo eno novo aplikacijo vezano na priimke, ki so povezani s 4 elementi, pa mislim, da nišče ni bil 26 tukaj, ne? Tako da so vse novo, super, fino, krasno. Dobro, jaz sem Alenka, Črnelič Krošelj, upravljam naloge direktorice tukaj in moram reči, da sem včeraj začela moj mandat novi, to se pravi, do včeraj še 5 let nekje me boste gledali. Mislim, če bo vse v redu, se veste, nikoli ne vemo, kaj bo, no. Zdaj imam pa tako zelo hecno, to je načeloma 3. mandat, ampak ni čist 3., ker prvi se ni čisto zaključil, tako da je to, kak bi rekla. Moj prvi mandat je trajal 9 let, zdaj pa začenjam drugega. Tako da je tudi ta zanimivost, no, ampak ni tako bistveno. Če se zdaj malo vrnemo tam v letu 1702, ne, se pravi, to je koliko 321 let nazaj, si predstavljate, da je 2. julij in najbrž je bila ta dvorana skoraj že zaključena, kajti 15. avgusta je ta gospod Ignac Marija Atans praznoval 50 let. In zdaj si nekako predstavljamo, da si je to dvorano naredil z to svojo glavno zabavo, ne? Da se je tukaj zabaval. Tako da, če je bilo 2. julija 1702, so nekako vse še vrvelo, ne? Tako kot najbrž vedno, zaključovali so še zadnje prizore in tale gospodič, Frančišek Hvala Remb, ni bil tako miren, zagotovo ne? Ampak je najbrž to skakal naokrog, čeprav freska, ta tehnika freske je pač dokaj zakomplicirana oziroma ne da se to kar ne na mokr umet, kolikor so umeta zjutraj naredili, toliko so morali potem tudi naslikati. Drugače ta del propade in potem ne vem, kaj so počeli. Ampak verjamemo, da so bili veliki mojstri, kajti Frančišek Karl Remb je bil rojen v Radovljici in 1675 leta in je živel oziroma je bil rojen v družini slikarjev. Tudi njegov oče je bil slikar, imeli so veliko delavnico, žal jih ni več v Radovljici, ampak je izhajal pač iz tega okolja. Potem mu je pa še njegov mecen, Ignac Marija Atans, omogočil, da se je šolal v Rimu, da je potoval po Italiji in da se je šolal v Rimu. Zato imamo tudi toliko recimo nekih pogledov v to italijansko pokrajino, ne? Ker to, kar gledate okrog sebe, si ne predstavljate, da bi bilo to kaj takega blizu Brešic, recimo, ne? Ali pa na Štajerskem sploh ne. So bili pa v tem času seveda fascinirani nad tem italijanskim svetom, ne? To je Italija, Mediteran ima vedno eno tako privlačnost, to je vse posod velikokrat vpliva, tudi na umetnost druge, vsi si želimo, ne, tudi potovati po Italiji, ki je vedno taka zelo privlačna dežela. Zdaj, kako ste si ona dva to zamislila, ne? Tam je na portretu upodobljen lastnik gradu od leta 1694 kot antični filozof. On je želel s tem pokazati,
da prvič, da je šolan, da ima korenine njegova družina že daleč nazaj in da seveda je arhitekt tako družine kot celotnega območja. Ker ima, ko boste šli bliže, pa boste videli, ima v rokah še silo in njegov prvi sin, tudi Ignaz Marija Adams, drugi drži v tak zemljevid. Tam ni na zemljevidu, bomo šli bliže pol, nekaj posebnega, ena trdnjava, ni Brežiški grad, ampak vidi se, da je dejansko pokazal svojo moč. Kaj je on počel, ta naš Ignaz Marija Adams? On je bil v tistih časih na različne načine v različnih službah. To je v bistvu z današnjega vidika kar malo zakomplicirano, ker si mi ne predstavljam, kako je biti poveljnik vojne krajine, pa v bistvu ni bil vojak. Ampak vojna krajina je pa še dolgo obstajala, ker dobro veste, da so bili, ne vem, koliko je tukaj do meje z Bosno, 200 kilometrov, nekaj takega, Tam so bili seveda otomani, tam so že bili muslimani in ves čas je ta strah pred tem, da bo Turki prišli do Ljubljane ali pa celo do Dunaja bil prisoten, čeprav ni bilo več v 18. stoletju, po 17. turških upadov, sploh ne so močni, po 16. ampak vse eno. In on je imel to službo, on je bil tako kot eno, kaj bi rekli, predsednik tega območja, bomo rekli, čeprav so mu rekli poveljni. Lahko je tudi pobiral davke in z raznimi posli, najverjetne tudi finančnimi, je pridobival novo posestva. In najprej kupi grad Brežice, pa seveda z vsem okrog, ker sam grad je vedno luksus. Grad sam ne prinese denarja, ampak seveda vse kmetije, vsa druga gospodarska dela, pravice do pobiranja davkov in še. No in potem recimo kupi še Podčetrtek, ki se zdaj delno tudi prenavlja, potem Dornava, potem Štatenberg, Slovenska Bistrica in kmalu že, potem ko je bila naslikana ta dvorana, odpelje Frančiška Karla Remba, po moje so bili vsi navdušeni, ko so stopili 15. avgusta v to dvorano, najbrž, ga odpelje v sabo v Graz in če boste kdaj v Grazu, najbrž ste že bili kdaj v Grazu, tam, ko se je klobase na sredini, potem pa greste naprej po levi strani do Spenjače, ste bili že daj na Spenjači? Ne še no, ampak če greste na Spenjače, tako na levi strani, tik pred Spenjačo, je tudi ta palača Adams, ki je se da noter vstopiti in v enem delu je bolj, ni pač kot muzej, so neki uradi, pa nek arhiv, pa tako naprej. In tam lahko vstopite in vidite njegova kasnejša dela. Potem pa gre še na Dunaj, kjer pa dokaj mlad 1718 Frančišek Karl Remb umre. Tako da najbolj impozantno delo je seveda tukaj, v Brežicah, je pa slikal potem tudi slike različnih velikosti, tako da če imate kje denarja, lahko si kje kupite. Je pa to seveda zelo cenjen baročni avtor, tako da čist poceni. Tudi na trgu ni veliko, je pa seveda še kakšno njegovo delo. Upodobil se je res lepo, kot slikar, s to baročno nogo, tako kot zdaj se je treba fotografirati menda, ker lepše gledaš, lepše stojiš, menda, če se tako držiš, s paleto, s temi osnovnimi barvami, tudi ta izbor je pomemben in s to palico, s to dolgo palico, katero je lahko si dal gor čopič, in je potem pač slikal. Zdaj on, koliko je bila velika delavnica, ne vemo, upamo, da bomo kdaj izvedeli. Imamo en podatek, ki ga je nekdo enkrat napisal, 100% ni, da so delali dvorano 1 leto. To pomeni, da je morala biti kar velika delavnica in da seveda je najbrž kakšno leto ali pa še več vse to pripravljal. Ker če pogledate dobro, pogledate podrobnosti, lahko se vidi, da se določeni prizori malo ponavljajo. Da so recimo bile to neke šablone, s katerimi so si pomagali, in če bi recimo zelo dobro opazovali, lahko tudi sploh na stropu vidite, kje so bili recimo te neke vrste particije, se pravi ena enota, ki je bila narejena en dan in potem so pač
drug dan začeli. Ne vidi se to zelo dobro, ni nujno, da recimo je to res. Ena takih, ki je najbolj vidna, je tukaj, vidite, ki je drugačna modra, ko se pol nadaljuje, to je tale skupinica angelov tukaj, ne? Potem pa tale, ki gleda v daljavo, se pravi, astronomija je kar dokaj res. Pa potem tam pri kiparstvu, po kipari tega tečka s piščaljo, recimo, ne? Ampak to ni čisto nujno, da lahko temu čisto pritrdimo, ker seveda so bile potem freske restaurirane in tudi vsak poseg nekaj pač naredi, ne? Ampak najbolj nekaj časa zgovarja to dvorano, je sicer podobna na določenih elementih palače Barberini v Rimu, sploh tale gospodič Dionis tam, enkrat pa vam moram to pokazati, pa mi žal. Maruša, imaš ti mobitel, da Barberini sam otipkaš na jeziku? Imaš ti? No, da je palača Barberini Dionis, ker je res zelo podoben, ne? Drugače pa so, seveda, je to res odlično delo. V Sloveniji takega ni, ker je dvorana 36 metrov dolga, 10 metrov široka in 8 metrov visoka. In da so lahko naredili dvorano, so mogli pač en nivo, ne, so odrezali, se pravi, do recimo, kaj sem, 1700 ali pa še kakšno leto prej, seveda sta bilo to 2 nadstropji, ne. Ampak potem so pa naredili to veliko dvorano. Torej, čisteno. Dobro, in onda se odločila, zato ker je takrat seveda izjemno popularno, 4 elementi, ki nas osmišljajo, ne, in pa seveda prizori iz Ovidovih metamorfoz. To je bila zelo priljubljena knjiga, Publio Ovid Naso je bil rimski pesnik in te njegove pesnitve pripovedujejo o grških bogovih, o tem, kaj se je dogajalo, o vseh teh spletkah, intrigah, o vsem tem, kar recimo so tej, ne, ker rimski bogovi niso nič božji, ne, po nekih naših krščanskih merilih, ampak imajo človeške lastnosti zelo hude, pa še nadgrajene z močjo, ne, nadnaravno močjo, tako da so pač še večkeno bolj, kaj spremljamo. V bistvu tudi povzamete, zanimivi, razradni, karkoli, pač ne. Ampak dogajajo se pa tako zelo pač temeljske pa človeške stvari. No in 4 elementi osmišljajo ta najpomembnejši del, se pravi prehod med steno in stropom. Ta banja, rečemo, ne, ker je res tako, da bi bila narobe obrnjena banja, zato rečemo temu banja slobod in na teh prehodih, ne, so podobljeni 4 elementi. Eni ste večkrat tukaj, pa to vse dobro gledate in ste to že vse videli, ampak pač tudi, da če malo govorimo, ker bi vas rada opozorila na te male stvari na drobnosti, recimo, ne. Imamo prizor Poseidonja na Fitritah in tamle kot, to je tako kot eno rimsko kolo, niso stvari, ki pašejo čisto antiko. Ves čas porablja tudi nekih bolj sodobnih, recimo ali glasbil, ali nekih tehnoloških pripomočkov, kakorkoli. In tam na sredi je ena taka Galateja, se je tale morska nimfa, Galateja, ki nas gleda. Vidite, ki ima tak venček v glavi, ne? Galateja, ne, ona edina nas gleda v tem prizoru, ne? Ker ima res pomembno vlogo za naslednji prizor, ne? Galateja je bila ena najlepših, pač po mnenju številnih, najlepših morskih dni in če pogledate podrobnosti, boste videli, da je tudi njen obraz najbolj zrisan. Ker če gledate tako, ko boste na kakšnem koncertu še bolj videli, tisti, ki so zelo pomembni ali pa najpomembnejši, so tudi bolj natančno zrisani. Pa tiste, ki jih nekaj bolj vidimo, so tudi bolj natančno zrisani. Ker tiste dve zadaj, recimo, ne, nista tako lepi, ne, sta nekaj bolj skematični, nimate recimo takih drobnosti narejenih. No, Galateja, ki se skriva, najbrž je to njen ljubimec, ker ta zgodba je zelo zanimiva, namreč Galatejo ljubi tale Kiklop, ne, velikan, Polifem, in je nesrečno v njo zaljubljen. In jo ves čas opazuje, ves čas se skuša približati, ampak seveda
To je neuslišana ljubezen, ona ga ne mara in enkrat, ko jo dobi skupaj, ubije s kamnom tega njenega ljubimca, se pravi mogoče tega, ki ga vidimo sam z hrbta, ne. Ne vemo, ne. On ima tudi v rokah neko morsko travo, zgleda, da ima tudi rep, da bi lahko bil triton, ne, ker so recimo njuni sinovi so tritoni, ki so pač pol ljudje, pol te ribe, igrajo več čas glasbo, več čas se pomnožijo in tako naprej. No, in on ubije tega ljubimca in seveda ga ona še vedno ne mara, nič ni s tem naredil, ne, še slabše je. In potem je podobljen na tej visoki skali, kjer si s panovo piščaljo lajša bolečine, se pravi, ta neuslišana ljubezen, ne glede na to, kako se je potrudil, recimo, ne, in kaj je naredil, da ni uslišana. Tukaj, da imamo občutek, da je to velikan, ne, kažejo pač ta čreda krav. Ta čreda krav, ki je spodaj, ki je pač načeloma, si zdaj predstavljamo, da so krave take velikosti, kot jo poznamo, on pa seveda velikan, ne. Potem imate na teh prehodih na sredini dvorane dva niza teh mitoloških bitij, ne, recimo kentaurov, pol konj, pol človek, sfinge in te orli z bršljana, s temi girlandami iz bršljana. V bistvu to je na nek način en tak prehod, ne, in nakazano, da smo nekje približno na sredini dvorane. To so bili recimo elementi, ki so jih pač uporabljali danes, lahko bi rekli, ne vem, da je bilo to eno tako mašino ali pa recimo oblikovni moment, ki se je potem zgodba nadaljevala v neko drugo temo. In res imamo Pirama in Tizbo, zgodba, ki jo vzame potem Shakespeare, najlažje je tako povedati, ne. Ampak dogaja se po Babilonu, nesrečna ljubezen. Babilon, veste, kaj se zgodi v Babilonu, ne? Vsi se skregajo med seboj in namesto, da govorimo en jezik, govorimo zdaj ne vem koliko tisoč, ne? In tudi dve družini se ne marata, da se zaljubita, dogovorita se, da se dobita pri vodnjaku, Tizba pride prva, ampak zagleda Levinijo, ki ima krvava usta, je lačna, ga pravkar jedla in se skrije. Zgubi pa plašč. In seveda zgodba se zaplete, ker je to normalno, ne. Da to pride Piram in misli, da je Levinja pojedla Tizbo, ker vidi njen plašč, ne, in se uleže pod ta vodnjak. Murva naj bi bila tudi tam, zdaj to ne vidimo dobro, kaj naj bi bila Murva, ne, ampak to drevo odzad je Murva in se zabode, ne, ker ne more brez nje živeti. V tistem trenutku, ko on umira, pride Tizba in ugotovi, da njen ljubi pač imel napačne informacije, bi lahko rekli zdaj, v sodobnosti in seveda noče pred njega živeti, zato se tudi ona zabode. Murve so bile do takrat vedno bele, poznate bele murve, ne? Ampak, ker se je to krvi prelilo, postanejo rdeče. Takrat pač pridejo rdeče murve. Na koncu, seveda se te dve družini morata na nek način pohodati, ker je želja umirujočih, da sta vsaj skupaj pokopana, no? To se nima tudi v resnici, ne? Tak je pa grozna zgodba se. Zdaj veliko ljudi vpraša, zakaj Tizba si je odpela na delu in se vidi ena dojka, ne? Ker bi se lahko zabodla tudi mimo, ne? Da se ni bodla v prsa. To so spet take skrivnosti, ne? Enkrat se sploh dijaki so tako zanimivi. Gledajo, ne? Pa bolj vidijo, koliko je teh razgaljenih, ne? A leva, desna, detalena tudi, ne? Ko je astronomija, ima levo dojko, odkrito, ne? Jo vidite, ne? Pa še jih je, pa Tizbama, pa recimo, dobro, kje je še? Ne vemo, to ne vemo. To imamo zdaj našo Marušo, novo umetnost zgodovina, to bomo pogruntali, ne Marušo. To je veliko vprašanje, tudi nas bi to zanimalo, ampak recimo, da rečemo, da je pač ženska dojka vedno simbol tudi materinstva.
hranjenja, pač bogatstva na ta način, ne? Ker brez mleka niso preživeli. Ne vemo, to je čisto brez veze, kar govorim, ker ni nujno, da je res. Ampak je pa recimo neka zanimivost, ne? No, potem pa imamo še tega lepega bika z Evropo, zgodba o tem, kako vrhovni bog Zevs ima zelo ljubosumno ženo, so pravico ljubosumna, ker Zevs zelo rad hodi k lepim zemljankam, da pa recimo veži svoj ženi Heri, pa se spreminja v radne živalske oblike. In teh zgodb je celo veliko. Ena med njih je tudi bik, se prelevil bika, kar prite, prelevil bika in to je tudi taka zgodba, ne? Ona pleše s svojimi prijateljicami na obali, on pride, se jim muza, ga začne božati in kar naenkrat je na njegovem hrbtu in na njegovem hrbtu potem je on odpelje na Kreto, ne? Potem seveda je tam ugrabljena, ima tudi otroke z njim, ampak ima pa eno veliko tolažbo in ta tolažba je ta, da se stara celina imenuje po njej. Ne? Jaz mislim, da je to njej čisto vse eno. Ne? Jaz si nekako to predstavljam. Ja. No, tako. Je pa ta prizor zelo lep, ne sem z vodo povezan, ampak je tudi veliko rož upodobljenih. Zdaj mi smo ravno v sodelovanju s botaničnim vrtom, ko bomo pripravili, poznate to našo knjižico, ne, v Viteški dvorani v več jezikih, Maruša nimamo nobene drugi, ne. Ker bi lahko gospeda nemško, mislim, da imamo, ne, pa sem angleško. Ja. In zdaj bomo pa za drugo leto, no, smo si pa zadali, da bi tudi vas popis rastlinja in rož in tako naprej, da so res lepe upodobitve, da se ve, kaj smo tukaj imeli, kaj je pa v bistvu podobil, pa najbolj ni življenje vidu, da se to vidi recimo pri tej palmi, ne? Ker zgoraj del ima naš ogledu, tudi steblo pa ni vledo, ker vprašanje, koliko je imel možnosti to videti. Ne? Ali pa recimo iz botaničnega vrta pravijo, da je zelo čudno, da je recimo vse tako mediteransko, potem pa je tam so pa macesi, ne? Na tistem hribu, vidite, tam ne kažem, ne? Ki so pa zelo lepo podobljeni, ker seveda to iz Gorenjske pa poznal. Ne? Tako da je med enim in drugim so te dileme. No, ampak si zelo želimo, da bi recimo imeli tako knjižico, kot imamo to je v angleščini, imamo tako knjižico, ja, da v bistvu pač lahko pogledamo, kaj je, kje je mogoče kakšen paradižnik vidim, čeprav to dvomijo naši kolegi, da bi živijo tako, da bi jo uporabljali. Ampak eno oblike, recimo, rastlinja, ki se ga da prepoznati. Marsikaj se tudi ne da prepoznati, je bolj schematično, ampak vseeno, tako. No in potem recimo cela ta stena, če pogledate dobro, je še ves čas nekih prizorov z vodo, ne? Recimo na tej strani je zemlja, je suho, so vrtovi, tukaj pa vseeno ves čas še neki vodnjaki, ne? Ves čas še neki z vodo se dogaja, ne? Če pogledate, sploh ta stena, pa tudi drugje, so taki tam je tako kot en potoček, ne? Tako da se tudi v steni nadaljuje ta simbol. No in, ja, da ne bomo predolgo, ta stena je v lani renovirana, zdaj delamo na stenah skupaj z restauratorskim centrom, je pa kar problem, so velike težave pri utrjevanju, ker je že polno solitra. Se pravi, solit, ne, so v stenah in jim je kar odstopalo. So pa za ta del odkrili, da ni to freska al fresco, se pravi na svežomet, ampak da je al seco, se pravi na suhomet. Tako da tu imamo zdaj neke nove podatke, ampak je pa očiščena, je restaurirana, mogoče tisti, ki ste večkrat tukaj, niti niste zdaj to opazili, ne? Saj ne morate opaziti, restauriranje ne pomeni, da je vse drugače, ampak pomeni predvsem, da je tisto, kar se je dalo, so pač tudi določene luknje zapolnili in malo so zgladili, no? Recimo, take stvari, vidite tole, ta prelom, vidite tega nad rembom, ne? Se zelo dobro vidi. Skušali so take stvari čim bolj gladiti, če je šlo,
da ni teh različnih nivojev, ne. Pa da so seveda utrdili barve in vse, kar je spodaj. Tako da to je zdaj kar velik izziv, ker ta soliter kaže tudi na te podnebne spremembe, ne, in na vpliv tega, da imamo temperature nizke, pa da imamo visoke temperature in da je ta amplituda zelo velika. Mislim pa, da počasi bomo tudi malo zvedli, kako na dvorano vpliva to, da je pa zdaj približno 10 let ogrevana, ne. Čeprav ogrevana je tako, vse veste, na 16-17 od letošnjega oktobra, lanskega oktobra, ja, malo tako da to so take zanimive. Torej, ta stena zdaj začnemo urejena, kakor se je da, in zdaj upam, da bomo nadaljevali še naprej. Letos je predvideno v avgustu, da boste spet, če boste prišli, srečevali restauratorje, da gremo naprej. Ker tista zadnja je bila pa potem pri restauriranju 2011-2012 poškodovana. Če se spomnite, so bile take bele razpoke, ker so preveč injektirali. Injektirajo, to pomeni, da injektirajo stene, se pravi, da jih jačajo vsi injektirani, vsega nosa in nekaj trenutku se je razpravljalo. Tako da so pa to v tem 2015 popravili in rekonstruirali, podatki so bili, zdaj imamo fotografije, ni nobenega problema, da je tista stena lepa, ker je bila kar nekaj časa polna belih razpok. Imamo fotografije, ki ne kažemo radi, ker je zdaj vseeno to bolj celovito in ljubše. No, potem imamo ogenj, kjer pa je stavljeno domačnici in tam zraven je tudi družine ki je pa Atomsove prve žene Marije Regine, ki je tam tudi podobljena. Ne vemo, ali je ena hčera ali ni, so vsi trije njuni otroci ali niso, to so še veliko skrivnosti. Potem pa zemlja, na zemlji samo uživamo, ne? Izbrani prizori iz Dionizovega življenja, pač ples, uživanje, hudomušni prizori, grozdje, vidite, ne, se pravi, edino, kar je tam, pa bomo zdaj kar ustali, ker vam bom tam še nekaj pokazala. Tale, ta del, vidite, da pač imamo Dioniza, ki uživa, tam piskača, oziroma spotenga kentaura, vidite, ki mu, ne vem, noge masira, karkoli, eden mu nataka, tam v bistvu mu hrano dajo in tako naprej. Potem pa je to, kar mene recimo bega oziroma me zelo zanima, kaj zdaj pač tista piramida zad pove oziroma slavolog, tale okamneli, kdo bi to bil, ne vemo, ne? In kar je meni najbolj všeč, je pa tale vaza z obrazom, vidite? Jo vidite? Tale vaza z obrazom, ta pa edina tako malo bolj grdo gleda, ne? Si mislim, kaj se te dogaja, ne? Ona pa gleda malo to dogajanje, ne? Tukaj se dva puta, drugemu natakata, ne? In potem Dioniz, ki heca Ariadne, ne? Ona spi, on jo pa s peresom skuša zbuditi, ne? Ona se že malo smeji, vidite jo? Ne? Se že tudi malo smeji, ne? Tako da so več čas teh hudomušni prizori, ne. Tam tudi recimo ena skupina, ali je to družina, ali so to, ne vem, ta oče, kdorkoli gleda, ne, ta ples okrog te čaše spet, ne. In na čaši vidite tele pute, oziroma, ja, pol puti, ne, ki imajo vsi zavezane oči, jih vidite, ne. Ker pač ne smejo videti, ne, to je pač preveč razvrata očetno. Ne vem. Jaz sem recimo, hotela sem vam dobro malo take stvari pokazati, ker imamo vedno nekaj v globalu, je pa toliko teh krasnih nadrobnosti, recimo, ne. Tudi ta, če se obrnemo tukaj nazaj, ko je voda, vidite tale v grizaju, ne, to pomeni, da je približno vsa risba v enem tonu, približno posnema ta prizor tam, ne. Ni amfitrite, je pa Pozejdon, ima približno enako kolo oziroma ta vodni pripomoček za po morju, ne,
In je tam, medtem ko njegova žena, Amfitrita, je pa na drugi strani tega ovala, vidite, ne? In tukaj so tudi 3 toni sinovi, ki se lahko pomnožijo mnogokrat in seveda igrajo v ta rok, ne? In napovedujejo to glasbo. Enkrat, ko boste tukaj, si malo pogledajte tudi tele puti, to so puti, ne? Niso angelčki, to so v bistvu ta neka božanska bitja, ki nimajo spola, ne? So te lepi, bogato obilni otroci, ki so brezspolni. Nekateri imajo krila, če gledate, drugi nimajo kril in tukaj jih je celo morje. Tale je zelo zanimiv, ker nosi baklo, da vidite, ko ima taka metulja krila celo, ne. Tega je pa tale potem tudi, ne. In tukaj tudi v tem rožnem Mihelca, ne, ti bi mogoče kaj spoznala, jaz nem pojma, ampak lilije, ne. Res krasne rože upodobljene in tudi zelo kakovostno, da se vse prepoznati, no, sam to drugič, ker jaz res ne vem. Ko bo knjiga, ko bom lahko brala z nje, ne. No in potem v teh spet, ko se girlande zaključijo, na eni strani se zaključijo s temi medaljoni, spet v tem rjavem grizaju, kjer pa so upodobljene zgodbe iz Biblije. Tukaj je edini element, kjer imamo pač v tem vsem posvetnem grško-rimskem potem tudi en spomin na to, da pa vseeno grad pripadal nekomu, ki je bil deklarirano rimokatoliške vere, ne, in je seveda tudi to prakticiral, ker imam tam tudi kapelo. No, v teh nadrovali pa je vsako drugačno, vidite, ne, čisto vsaka ta sredinski zaključek. Tukaj je recimo čelada, ne, tukaj imamo sem en venec, kot je bil Lovrov venec, pa te puti s trobentami, ne, tam je tako kot ena listina, tako da vsakič, ko pridete, lahko najdete polno kaj novega. Še jaz, ker sem tukaj že 9 let, moram reči, da vsakič kaj in nazadnje ne morate verjeti, nisem me da pohvaliti, ampak jaz gledam vedno vse to, ne, fortuna, zrak, ne, kiparstvo, slikarstvo in tako naprej. In pa recimo sem zadnjič opadla, pa sej, ne, pri poeziji, ta putek pa nosi masko, ne? Vidite to črno tukaj, ne? Ima masko, se pravi zraven še gledališče, recimo, ne? Ni samo poezija, ne? Naprimer, COVID masko, ja, nema obrazno masko, ne? Kot karnevalsko masko, ne? Tako da to. In bolj recimo, kaj pa nas tudi fascinira, enkrat bomo se to temo posvetili in bomo tudi še bolj pofotografirali, se občasno, če vidite, možda dali te pute malo posebej, nekšen koledar, pa tako, ker so res lušni, so pa tudi različnih kož barve, ne? Imajo različno barvo kože. To se pravi, da imamo mi tukaj že multinacionalne in vseh celin, ne? In recimo tale tam je en zelo črn, ne? Mislim, temen, ne bi rada bila nekorektna, temen, tale tukaj tudi vidite, ne? Ki je pa prereden zdaj, tole je pa posledica potresa decembrskega 2020, ne, tale, ne. In tukaj imamo analogijo na enega najbolj slavnih grških kipov, to je ta deček, ki si iz noge, trn, ne, si skuša. Puli si trn spala, si puli trn, ne, to je recimo zelo znan prizor in tudi tukaj ga imamo, no. Tako. Zdaj, za zaključek, ker bomo imeli na koncert, pa pred koncertom imamo še malo pijačke in sladice, pa bi vas upozorila še na nekaj novega, kar imamo in napoveduje našo naslednjo veliko razstavo, Harmonija 4 elementov. Tukaj pa imamo, je pa naš sodelavec Boštjan, je pa izkladnija, ker veste, da 4 elementi, ne, to lahko pač različnih stvareh govorimo. Pri zraku lahko pač o vetrovih, o pticah, o, ne vem, vremenu in tako naprej. No in seveda priimki so nastajali od 14. stoletja naprej. Če imate radi zgodovino, imate najprej predvsem ime, Karl III, drugi in tako naprej, potem pa so se ljudje bolj naseljevali v mesta, so rabili drugačne identifikacije, so tudi dedovanja se spremenila in od 14. stoletja naprej nastajajo priimki. In priimki pa nastajajo recimo lahko iz nekih značilnosti osebnih ali pa iz kraja, odkud je prišel, ne, Hribar, to je vedno z Hriba, ne, Novak, ki je zelo znan,
je zato, ker je pač nekdo nov nekam prišel, ne, in je bil novak. Potem pa seveda tudi po raznih značilnostih, recimo Černelič, najbrž je bil nek naš prednik, črn bolj, ne, zdaj mi nismo več tako, ali pa bolj temen, ne, tako kot je. Potem recimo pa tudi seveda lahko karkoli je povezano z elementi. In mi imamo zelo veliko povezanega z vodo v Posavju, kar je logično, vse smo v vodah, ne. In med najbolj 204 naseljih je našel vodne priimke naš kolega in seveda je najpogostejši priimek Mlakar. Se kdo piše Mlakar? Ne, ampak zato poznate koga, ki se piše Mlakar. No in naš Boštjan je naredil tako aplikacijo in potem najdete, lahko greste dol, pa gor, najdete priimke. Niso čisto vsi, ker smo mi hoteli dobiti podatkov statističnega urada, pa ni šans pri GDPR-ju. Zato smo se pomagali s tem, kar vemo, s starimi imeniki in se da seveda še marsikaj dodati. On je potem to, v katerih krajih se v Posavju pojavijo, potem pa seveda imamo tudi razglednice, ne, ker dejansko kraji nastanejo vedno ob vodi, ne, in na razglednicah lahko vidite tudi veliko vode. To je bolj za samostojno raziskovanje, lahko nam recimo tudi še kaj dopišete, ne, lahko pa tudi poiščemo, kdo bo dal svoj priimek, da vidimo, ne, na razglednicah. Res fajn, no, res naš Boštjan je to zelo lepo naredil.